Bratje in sestre, po vinu molimo. Ponavljali boste za mano. Oče naš, vinski glas, Oče naš, vinski glas, posvečeno bodi, kar je v tebi, posvečeno bodi, kar je v tebi, pridi k nam v vse hiše, pridi k nam v vse hiše, ker se zadnje čase pri mali nedli strašno težko diše. ker se zadnje čase pri mali nedri težko diše. Daj nam našo vsakdanjo dozo Daj nam našo vsakdanjo dozo in odpusti nam, če premalo pijemo, in odpusti nam, če premalo pijemo. kakor tudi mi odpuščamo tistim, Kakor tudi mi odpuščamo tistim, ki neusmiljeno dražijo pijačo. ki neusmiljeno dražijo pijačo. Šmarnica kisla, Šmarnica kisla, ki ga te vrit potegneš, ki ga te vrit potegneš, šipon je s teboj, šipon je s teboj, blagoslovljena si med trtami blagoslovljena si med trtami in blagoslovljen bodi sad ene druge trte Kvinton. Reči Kvinton, pa ne mrckaj zdaj. Čast bodi vinskemu sodi, čas bodi vinskemu sodi, Štefanu in žvetlenemu zakadu, Štefanu in žvetlenemu zakadu, kot je bilo na toti bratvi in na veke vekov ex velja. Zvoni ti zdaj, kaj stojiš? To ti je vse pokvaril. Sovec, idi mi po cugar, tam smo shranili cugar, da ga ne bi kdo strl. Bratje in sestre, po vino vinogradniško društvo Mala nedelja je prineslo tukaj na trg med tri gostilne simbolično pijačo, se pravi mošt, ki so ga zmešali vsi skupaj vinogradniki. Če bi kdo rad, da bi mu bilo slabo, lahko to proba. Torej, iz te nesnage bi zdaj naj mi naredili vino. Vi pa ne ploskajte, vi Gorenci, ker ne veste, kaj je to. Vem, odkot ste, iz okolice Nakla. Ali raste tam vinska trta? Raste tam? Ma kaj raste, lepo vas prosim. To ni za pit, kaj imate vi tam. Primi zdaj ti na koncu to, ti, ki si največji. Jaz bom pa potegnil, da vidim, kaj ste vi to prinesli meni, da bi naj... Kaj si ti nor? Primi. Veste kaj, to pa je zloraba imena Martina. Da si upate nekaj takega prinesti sem, da naj iz tega jaz naredim vino, to je praktično nemogoče. Zato, da bi se torej poglobili, joj, zapremo smrdi. Prižgi sveče, Sovec, daj ti, bodi ministrant. Ti drži knjigo, da bom čital. Poslušajte vsi Gorenci, Primorci, Prleki in kar se vas je še zbralo tukaj, naj vam povem nekaj. Pred leti smo imeli nekega ministra, ki se je pisal Bavc ali Keber ali kako mu je že bilo ime. Keber mislim, da je bil. In tisto skropocalo od človeka je govoril, da je vino škodljivo, da škodi ljudem, zmešanec navadni. Vino je zdravilo, to se ve v Prlekiji in na Štajerskem že zelo dolgo, že od antičnih časov naprej. Si se končno zrajtal. In zdaj vi Gorenci, ki še tega ne veste, vam bom povedal, če vas muči glavobol, vam pomaga edino dober vinski alkohol. In namesto bajer aspirina si natočite kupico, obrni list. Si natočite kupico dobrega, malo nedeljskega vina, pa srce in duša bosta pela, da vas glava nikdar več ne bo bolela. Gospod iz Naklega, če na kavču sapa ti usiha in ti revček onemoglo niha. Ti pa brž po malo nedeljskem vinu sezi, sapo novo v posteli postreži.
Tudi otroci morajo piti vino, ampak to bom povedal malo pozneje. Mi se moramo zdaj, zakaj si mi obrnil list? Mi se moramo zdaj posvetiti tej pijači, iz katere bi naj naredili vino. To bo zelo težko, če mi verjamete ali ne. In da bom še enkrat povedal, vaša visokost, tudi vi ste krivi. Vinska kraljica 8. Vi ste krivi, da ste dovolili tem, da ne rečem zločincem, ki se zbirajo vsako leto samo z enim namenom, da mučijo Trto. In zdaj bomo šli lepo po vrsti križov pot. Čakaj, ti samo zvoni, saj lahko zvoniš, kako si vsega kriv. Prvo poslušamo, prva postaja. Pomagajte. Torej ste slišali, rezal bom sam. In ti vinogradnik, da te ni sram, da bi te kura bincnala. Hodiš in režeš vinsko trto, daj prst, da ti ga odrežem. Daj prst, da ti ga odrežem, pa bomo videli, kako boš se počutil. In vinogradniki hodijo v vinograd samo zato, da režejo trti šparone. Si lahko to zamislite, kot da bi ženski odstranil pol jezika. Režejo, zvoni ti, pa obrni list. Zdaj bomo šli, druga postaja. Kaj vse počenjajo, da pridejo do pijače mošt imenovane? Ker to je, kje pa imaš to? To je mošt, drži to, kaj do meni pod nos daješ. Se lahko zastrupim. Gremo naprej. Poslušaj, zdaj druga postaja. Ste slišali? Šprical bo. In špricajo in polivajo vinsko trto in zlivajo na njo od... Kaj vse škropiš, povej. Poglej, kakih ksiht je naredil. Zvoni, fejs. In vaša visokost, vi ste za to vedeli celi mandat. Ti pa ene kraljice ne klači v drek. Pa tiho bodi. Ne, tak je, čujte, zdaj so vsi drugi krivi, samo tisti neki so. To ne more biti tak in jaz mislim, da je najboljše, če se vse skupaj proč vlije. Če se strinjate, pa spustimo... Kaj? Ne bi? Čakaj, gremo dalje, da vidimo, če mogoče kaj lahko naredimo. Kaj bi zdaj bilo? Kaj sta hodila na muti brez veze? Dobro, nima veze, ne bomo se več mučili s tem. V glavnem, bratje in sestre, po vinu, ta združba, ki se bavi z proizvodnjo mošta, je storila veliko slabega. In potem daj sem tisti mošt. Ja, seveda, zdaj bi ga rad skril, ampak to je corpus delicti. To je malonedeljska sodnija, kjer bomo obsodili in mogoče celo jih oprosti višje sodišče vinsko vse te proizvajalce mošta. Danes mi nismo taki, ko so pri nas v Ljubljani, pa tam, pa okoli Kranja, ki ne vidijo, če ti v žep segne, pa ti vzeme, pa še ne priznaš. No, ja, zvoni, ja. Torej, bratje in sestre, po vino prinesli so tukaj pred nas mošt. Mošt, prihajaš pred nas, pred razumno ljudstvo, ki zna razlikovati vino od vode. Toda mošt, ti si prepirljivec, pokvarjenec, ti si pogan vseh poganov. Puj! V tebi tiči, zvoni zdaj, zvoni! O tebi tiči osa in čebela, muha in mravlja, ne zvoni več.
V tebi tiči osa, muha, mravlja, čebela in vsakojaki plezoč ter skakajoč smrad in gat. In že takrat, ko je bil skrit še v jagodah sladkega grozdja, je že kazal rokle. Veš, kaj je to? Tisti, ki ga je preveč spil, povem po domače, se je lahko tudi posral. Tako se je začela njegova kriva pot. In potem so te hoteč, da te očistijo, mošt, vrgli v brente in te potem mučili in stiskali na preši, da so ti pokale vse kosti, ali ti hudič frtamani se nisi bil pripravljen popraviti. Puj. In potem je ta mošt začel godrnjati in brbrati v temnih sodih, kamor so ga zaprli, in če bi ga ne bili držali močni železni obroči, bi ta nesnaga pobegnila in osmradila celo malo Nedlo, Naklo, Kranj, pa še Belo hišo. Ampak, bratje in sestre, po vinu mi imamo včasih mogoče tudi nekaj moči, da lahko iz tega nekaj naredimo. Edino z našo skupno močjo. Vinogradniki Male nedelje se zberejo tukaj na vinogradniškem prazniku Martinovanju, ne zato, da boste vi tu sedeli in gledali v zrak in nič pili in nobenega kšefta naredili. Zato ne vidim, zakaj so pa sploh vse te prazne kupice na mizi, imajo kakšne kelnare tukaj, pomaga, kdo kaj dela kaj, da bomo seveda vsi skupaj lahko to naredili, moramo sodelovati. Da bi lahko sodelovali, bomo začeli s pesmijo. Himna, ki bo postala uradna himna Republike Slovenije že naslednjo pomlad, začnimo vsi, 3, 4. Koliko kapljic, toliko let. Aj, stani! Bog nam daj na svet živijo. Oj, živijo. Oj, živijo na svet. Sedi drvo na drvo, pojete, kot da bi vas mučili. Pridete mi naprej kot Dražen Zečič, da si žile prerežeš po dugem. Torej, bratje in sestre, po vino mošt moramo spremeniti v vino. Rekli smo, da je mošt zdravilo, smo povedali prej, rekli smo, da pomaga za glavobol, da pomaga za fedro, tudi otrokom je treba dati včasih kako kapljico vina. Tu vas je nekaj detkov, babic in detkov, ki doma dajete otrokom vso mogočo hrano in pijačo, samo tisto ne, kar bi morali piti. Neke soke iz Avstrije, je tak? Soke iz Avstrije, hrano iz Avstrije, vse iz Avstrije, te pa je otrok bledi, kot da bi bil Ljubljančan. Otrok mora piti vino. Poslušaj, mums, vodene koze, ošpice in škrlatinka, tu pomaga vina dobra četrtinka. Toda kaj, ko vina piti še ne sme otroče, pa zdravili drugimi zdravniki mučijo siroče. Sklep. Zgodaj otrok naj se nauči pijače, da bo zdrav prilezel iz plenic v hlače. Bratje in sestre, po vinu, če mislite, da bom jaz naredil iz tega vino, se krepko motite. Že zaradi tega, ker se pri Mali nedelji danes nekam čudno prah kadi. Kaj ti študiraš? Jaz ni žen. Burek, en, staro, tega mi ne boš, to mi, tega ne bomo pili. Hitro prinesi, če hočeš, da bomo kaj naredili. No, kaj je zdaj, Gorenci, boste kaj spili ali ne te nič spili? Vse to ni res, da, no, kaj to je še, lansko? To pa ne vem, če ni iz Brd. Kaj to ste v Goriških Brdih kupili? Dobro, malo heca more biti. Bratje in sestre, obrni list, ne moram, če mi nisi obrnil. Torej, bratje in sestre, po vino prišli smo do tam, kjer so metali mošt in ga mučili in ga zaprli v sode, ampak ta mošt se še vedno ni hotel popraviti. Sedaj pa izgleda, ko smo ga malo prepljuvali in predelali, da zgleda nekaj bo iz tega. Torej,
zdaj bomo naredili na brzino bolj. Se mudi? Pepek se mudi? Ne. Ni. Je zadosti cajta. Poslušaš vse? Postavi se tam poleg njega. Poleg njega se postavi tudi ti si grešnik, Pepek. Velik grešnik, ker premalo piješ. Ja, tudi taki so sovražniki vinogradniškega društva. Ampak kaj mislite, bi mi oprostili vodstvo vinogradniškega društva Mala nedelja za združevanje, za hudodelsko združbo? Ja, Jih oprostimo ali jih obsodimo? ja. Ja, pa vi vse lopove oprostite. Pa ni čudno, če je tako stanje v državi. Taka je država. No, vi Stanko, pa še to zdaj, kaj pravite, vi, vaša visokost? Isto tak, ne? Ja, nič. Gremo dalje. Čakaj, da naredimo mešo, tu pa mora meša biti poleg, veš. Čakaj, zdaj bomo videli takoj mešo. Ja, boš ti, domov te bom nagnal. Bratje in sestre po vinu, prinesli ste torej pridelek lanskega leta sem pred moje obličje, pred predstavnika vinskega boga Bakhusa, da naredi iz tega mošta zopet vino. Vino pijačo, ki bo vredna svojega imena, ki bo ljudi razveseljevala, ki jim bo dala upanje, jih tolažila, blažila rane, veselila, skratka, da bo v takih količinah delovala na človeka, da to ne bo zaznati niti z najsodobnejšimi meritvenimi napravami slovenske policije. Zvoni. Zato, bratje in sestre, po vinu, da ne bi bil jaz kaj kriv, da sem jaz kaj narobe naredil, prosim, če prideš ti na okoli, dodaj zdaj v ta vaš pridelek malo luka, da vsak, ki zamoti kot cuka, poreče, poplačana je vinogradnikova muka. Daj še malo več. Dodaj tej čudni pijači ščepec soli, rajši več kot manj. To je premalo, kaj šparaš, daj več. Daj še malo, da se ne da vleklo. Dobre, še malo luka si pozabil. Zdaj pa dodaj v vso to zadevo veliko popra. Tam je popel, tisto temno. Tak, ja. Bo. Še daj malo soli. Zdaj pa to vse zmešaj, še malo hrena, da bo vsaka nežna duša potešena. Kako? No, kakšen je duh, probaj, predsednik. V redu bo, vi kaj pravite, vinska kraljica? Ja, seveda. Sedaj je potrebno se obrniti na boga Bakhusa direktno tam gor, da te hudobne duhove spravi iz tega vina. Ampak, če mi hočemo to vino očistiti, je nujno potrebno, da to zmes, ki smo jo zdaj naredili, da bi hudobne duhove izgnali in to vino blaženo naredili, obvezno moramo vliti v naš sodček. Zvoni, to je oljubovo. Dobro. Zdaj bom pa še jaz vseeno za vsak slučaj dal malo čebule, popra in soli, da potem vino nikoli naj nikogar glava ne boli. Še luka, pa ne tisto, kaj ste vi mislili, ne gre za, ampak za cuka in poplačana je vinogradnikova muka. Tako, bratje in sestre, po vino, zdaj se pa obrnemo na vinskega boga Bakhusa. Gospod Bog Bakhus, iz prsti si ga naredil s kostmi in kitami, nisi ga s kostmi in kitami, z bokejem in z cvetico si ga oplemenitil, stisnil si ga skozi trto, naredi Bog Bakhus pijačo, vredno tvojega imena vino.
Zgodilo se je, zvoni je!